Mitja Konič se po 10 letih ustvarjanja v tujini, po študiju v tujini vrača v svoje rodno Velenje in se v galeriji Velenje tokrat predstavlja z razstavo Mentaliteta risbe. Gre za retrospektivno razstavo za obdobje 10 let in je zanimivo, da Mitjo v bistvu primarno poznamo kot slikarja velikih monumentalnih slikarskih del. Tokrat pa se je odločil, da bo v ospredje v prvi plan postavil risbo. Risbo načeloma dojemamo kot, lahko bi rekli, manj vredno umetniško zvrst, kot nekaj manjšega, drobnega, nekaj, kar je narejeno hitro, mogoče celo nepremišljeno. Mitja pa risbo ne vidi kot nekaj obstranskega oziroma mogoče niti ne kot nek prvi korak k ustvarjanju, kot neko skico za nadaljnje ustvarjanje, ampak je že risba sama po sebi umetniško delo, takšno, kakršno mora biti. Sicer ga osvobodi nekega strahu pred dokončnim, pred finalnim, saj vedno omogoča neko vračanje na začetek, na novo. Vseeno pa jo vidi kot ključen del ustvarjanja, kot samostojno umetniško delo, polno izraza, polno pomena. Zato tudi povezujemo to njegovo razstavo z vračanjem. Ne samo z vračanjem domov v rodno Velenje, vendar tudi vračanje retrospektivno nazaj v njegove vse stadije dela, torej pregled teh 10 let, kar je ustvarjal v tujini. Pri Mitji prepoznamo zelo specifično motiviko v delih. Njemu je tudi že kot začetek samega ustvarjanja ključna tipologija, torej k njej pristopa zelo namensko, zelo premišljeno. Zato vedno lahko opazimo nekakšne motive, ki se vedno znova ponavljajo. Eno takšnih je definitivno drevo. V določenih aspektih oziroma mogoče celo v serijah se nenehno vrača nazaj k naravi in ustvarja mogoče nekakšne hibride, človek, narava, obraz, drevo, mogoče tudi z detajli živali. Vsekakor pa tu vedno izstopa deblo, struktura drevesa, ki ga on sam obravnava kot živo telo in ga tudi modelira na takšen način. Vredno je izpostaviti, da bi lahko njegovo ustvarjanje razdelili v grobe mogoče na 3 motivike. V enem prevladuje kaos, polno drobnih, grobih, tankih črt, tako dajejo slike oziroma risbe tudi malo bolj grafični občutek. Na drugi strani, nasprotje te grobosti, lahko opazimo tudi neko mehkobo, v kateri je bolj prisotna ta narava in je bolj nekako izostrena. Lahko prepoznamo oziroma lažje prepoznamo figuro, naravo. Te motivi, ki bi jih imeli za osrednje, veliko bolj stopajo v ozadje. Kot tretje pa mogoče lahko konkretno prepoznamo nekako krajino. Lahko je kozmična, povezana z vesoljem, lahko tudi spet se vračamo nazaj k naravi. Vsekakor pa vedno znova lahko vidimo figuro človeka, ki mu težko določimo smer prehajanja v sliki, v risbi. Ne vemo točno, ali ga umetnik želi prekriti z vedno novimi nanosi barve, z vedno novimi črtami, ali pa mogoče ta figura stopa v ospredje in se poskuša rešiti teh okvirjev barve, okvirjev svojega samega okolja. No, ta figura bi kar lahko ga označili za dečka, nekako nas bliže poveže k umetniku samemu, torej k njegovi izkušnji življenja in kako on to pretaplja v svoje ustvarjanje. Sicer z zgodbami, z čustvi, ki jih želi vezati na dela, je zelo skop v smislu opisa, v smislu direktnosti, ampak vseeno je moč začutiti, da želi neka čustva, neke izkušnje, neka osebno prtljago zapakirati v svoje dela. In zato se ponavlja ta figura, ki je vedno nekako skrita, v smislu kaže svoj profil, ne vidimo je direktno, tudi zakrita je z predvsem monokromno barvo ali spet polna
lahko bi rekli čačk oziroma grobih, agresivnih linij, ki prekrivajo to podobo. Za to razstavo je Mitja želel vnesti še en ekstra element sebe oziroma dodati dodatno moč tem risbam predvsem, zato je za čisto vse, za vseh 150 plus del sam izdelal okvirje. Gre za lesene okvirje, take zelo poglobljene, ki vlečejo pogled vase, vlečejo pogled v te temne, planjave globine, da se pogled gledalca res ustavi in lahko razišče to ornamentiko, mogoče poišče te izgubljene oziroma zakrite figure, mogoče najde te povezave z osebno lastno prtljago, mogoče pomisli na osebno prtljago umetnika in razišče ta vesolja, te planjave.